Pozdravljeni. Jaz sem spremenila naslov svojega referata, ampak vsebine pa ne. Naslov je Dolžnost spomina Goli otok danes. Prvič, koliko golega otoka je okrog nas. Moje izvajanja o Golem otoku so v večjem delu impresije, ki se mi utrinjajo in razjasnjujejo skoraj 60 let. Za resolucijo Informbiroja sem prvič slišala v nižjih razredih osnovne šole, kjer so nam jo razložili kot Titov upor Stalinu. Drugič od očeta, ki sem ga vprašala, kaj je IB. Oče predvojni Skojevec je bil 48. častnik v Postojni. Povedal je, da so v izbruhu IB-ja vse organizirane častnike v Postojni privedli na izredni partijski sestanek. Edina točka dnevnega reda je bilo vprašanje, kdo ima prav, Stalin ali Tito. Oče se je moral opredeliti prvi. Vprašanje je zvenelo usodno. Srbski partizani v njegovi enoti so najprej prisegli zvestobo Stalinu, potem partiji in šele nato Titu. Oče se je odločil, da na partijskem sestanku reče, da je kot partizan prisegel Titu. Odzivi ostalih so bili različni, situacija napeta, vsi so bili oboroženi, tako da bi zlahka prišlo do streljanja. Tistih, ki so se izrekli za Stalina, naslednjega dne ni bilo več. Na moje vprašanje, kam so šli, je oče rekel v zapor, potem pa na Goli otok. Kam? Goli je otok na Jadranu, je bil oče kratek. Konec 70. let me je v piranski restavraciji pri Pavletu ogovoril Žarko Petan z besedami, da je moj oče zvit. Ker sem kot napol srbska hči pričakovala marsikaj, nisem pa hotela reagirati na slepo, sem ga vprašala nazaj, a zvit? In mi je povedal postonsko zgodbo, ki da jo pozna, ker je študiral arhive, kjer je iskal material za radijsko igro o Golem otoku. Ko sem to povedala očetu, se je začudil, odkot Petanu te informacije, saj so ti dokumenti v vojaških arhivih in nedostopni. Konec 80. let je oče, odvetnik, prišel domov ter z gnusom izjavil, da ga je Tine Štorgl, takratni direktor Intereurope, ki ga je zastopal na sodišču v zvezi z obtožbo tihotapljenja mamil, nalagal. Da mu je zagotovil, da nima z mamili nič, kar pa da ne drži. Danes vemo, da je tihotapljenje cigaret in mamil potekalo tudi preko Golega otoka. In da je bil Tine Štorgl pooblaščenec Ozne ter začasni poveljnik Šterntalja, ki je 7.8.45 občinskemu uradu Sveti Lovrenc poslal dopis z imeni 6 ljudi za pokopati. Horvat Franc 1864, Hefele Franc, se ne ve kdaj, Wolf Joža 1896, Pece ali Peče, torej tipkalni stroj bil očitno nemški in ni bilo šumnikov. Pece Rudolf 62 let, Lasnik Marija 1868, Balzic Ivana 1878 so v strnišču umrli zaradi starostne oslabelosti 2 ali griže 4. Ali oče vedel tudi to, ne vem. Junija 1998 je inštalater, ki nam je popravljal kopalnico, povedal, da je njegov oče prevažal zapornike na Goli otok, kar ga je preganjalo vse življenje. Konec 20. stoletja sem se ukvarjala s korespondenco Heinricha Böhla in Edvarda Kocbeka, ki jo hrani Nuk. Med pismi sem naletela na telegrama, ki jo je Boris Ban iz Celovca poslal Kocbeku, enega v Pariz, drugega na Böhlov naslov v Köln. Sama nisem poznala ne Kocbeka, ne Böhla, pač pa Bana, ki je bil očetova stranka. Ko sem o njem spraševala ljudi, ki bi ga morali poznati, ni o njem nihče hotel povedati niti besede. Tudi oče ne. Andrej Inkret mi je celo rekel, da je imel Kocbek navado, da si ljudi izmišljal. Janez Gradišnik je po telefonu zatrjeval, da ga ne pozna. Njemu sem celo nekoliko ogovarjala, češ da je zanimivo, kako da Bana ne pozna živ krst razen mene.
Jure Kocbek mi je Banovo eksistenco potrdil šele, ko sem mu povedala, kakšne vitamine je iz Celovca nosil mojemu očetu, ker je enake očitno nosil tudi njegovemu. To so bile čuvene tablete Supredin, vitaminske rjave barve. Po raziskovanju v arhivih, nekaj pogovorih z ljudmi, ki so poznali Bana in mene, ter nekaj prebranih knjigah sem ugotovila, da je bil Ban Kocbekov dijak, ki je šel v partizane in bil zaprt v italijanskem taborišču, odkoder je njega in Miho Marinka rešila Banova mama. Po vojni Jugoslaviji je bil namestnik zveznega ministra za gospodarstvo, ki je pristal na Golem otoku. Po izpustitvi je kmalu odšel, danes mislim, da je bil kmalu poslan v Celovec, kjer je živel do smrti. Ukvarjal se je med drugim s prenašanjem denarja iz Slovenije v Švico in z nakupovanjem orožja za teritorialno obrambo v Parizu, o čemer sta objavljala Omerza in Pezdir. In z gradnjo bunkerja v svojem stanovanju v Celovcu za tovarše, če bi ga potrebovali. Po predstavitvi kronike 20. stoletja in mojega prevoda novel Arturja Šniclja Poročni gusli in gospodična jeza sredi 90-ih v Kopru, je prišel do mene gospod s palico. Gospod je potem, ko se je prepričal, da sem res Mira Miladinović, čeprav me je tam videl na odru, me je vprašal, če sem res Mira Miladinović, je povedal, da je knjigo prebral in pohvalil moj prevod. Vsebino je komentiral in izpostavil vojaške izraze, ki da so ustrezno prevedeni. Povedala sem, da mi je pri tem pomagal oče. Ampak na predstavitev ni prišel, je pripomnil. Ne, ni. Veste, je rekel, vaš oče mi je zrihtal službo. Kaj naj rečem, tako rekoč v stiski? Ja, marsikomu jo je. Že je odvrnil gospod s palico, samo da sem jaz prišel z Golega otoka. Z Milenkom Liculom, vrhunskim oblikovalcem iz Vodnjana, ki je med drugim oblikoval Tolar, Potni list, celostno podobo pivovarne Laško ter knjige Nove revije, smo se nekaj let srečevali na Uskovnici. Na zadnjem poletnem druženju pred smrtjo je povedal, da je bil njegov oče na Golem. Razlog? S prijateljem sta poslušala Radio Moskva, kar je slišala prijateljeva žena, in jo naznanila v zameno za ročno uro. Licule so iz stanovanja v izpraznjenem Pulju izselili v slabše bivališče ter na mamo pritiskali naj se loči. Takrat, ko je bil Miletov oče na Golem, je prišel Ranković, ki se mu je Licul potožil nad zaporniškim režimom. In Ranković mu je odgovoril, da o tem nima pojma, čemur je oče Licul verjel vse do smrti. Njegov prijatelj je po izpustitvi ubil stražarja 2 z Golega, kar so oblasti vedele, niso pa ukrepale. Pobegnil je v Italijo, od žene se ni ločil nikoli. Goli otok, ta civilizacijska sramota južnih Slovanov, je povsod okrog nas. Spominja me na refren pesmi Josipe Lisac, magla svuda, magla oko nas. Drugič, z morja nad oblake in na zemljo. Filozofska fakulteta v Ljubljani je 99. izdala zbornik ob svoji 80-letnici. V tistem članu oddelka za germanske jezike in književnosti, ki smo ga študenti in študentke v 70-ih v pogovorih kot edinega naslavljali s profesorjem, čeprav to ni bil pa je uglajen, v starih oblačilih izbrano opravljen, včasih nasmejan, vedno spoštljiv, tudi do študirajočih, beremo. Ivan Konte, Pul, 11.1.1910, diplomiral na Pomorski vojni akademiji v Dubrovniku, 31. služboval kot pomorski častnik na ladjah in letalstvu Jugoslovanske vojne mornarice, udeleženec nov od 41 do konca vojne, služboval v Jugoslovanski armadi do 48. Kot strokovnjak za letalstvo 46. član jugoslovanske delegacije na mirovni konferenci v Parizu, od 55 do 66 bibliotekar in strokovni prevajalec na oddelku za gradbeništvo Fakultete za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo,
Diplomiral na oddelku za germanistiko 61. iz nemškega in angleškega jezika s književnostjo, od 66 do upokojitve 80, lektor za angleški jezik pri oddelku za germanistiko na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Teh nekaj suhoparnih podatkov daje slutiti, da mož sam ni bil suhoparen. Bil je človek, ki je kot pomorski častnik in letalec pri dopolnjenih 50 letih znova diplomiral. Seveda se vprašamo, čemu. In se tudi vprašamo, zakaj je opustil tehnično izobrazbo in se lotil humanistike. Tudi tretje vprašanje ni nič manj občutljivo od prvih dveh, kaj se je z njim dogajalo med letoma 48, ko je nehal službovati v jugoslovanski armadi, in 55, ko je nastopil delo knjižničarja in strokovnega prevajalca na FAK. Družina Conte je pred prvo svetovno vojno živela v Trstu. Sinova sta odraščala v italijanščini, kar je bil materni jezik matere iz stranke, slovenščini in nemščini, pasivno sta že zgodaj obvladala tudi angleščina in francoščina. Po razpadu Avstro-Ogrske in Rapalski mirovni pogodbi so v Trstu zaprli vse tuje šole. Družina se je preselila v Ljubljano, kjer je Ivan 24. končal nemško nižjo gimnazijo in se vpisal na slovensko tretjo državno realno gimnazijo. Rad bi bil študiral medicino ali germanistiko, vendar je oče želel, da se vpiše na mornarico, ker je starejši sin Vilibald že študiral tehniko in bi dveh študentov ne zmogel šolati. Ivan je končal pomorsko vojno akademijo v Dubrovniku. Med njegovimi profesorji je bil kontraadmiral Aleksandar Dmitrijevič Bubnov, ki je, kako se spominja Ivan, predaval v perfektni hrvaščini oziroma srbščini. Po upravljenem hidroletalskem tečaju je postal izvidnik s činom poročnika korvete. Letel je z različnimi letali, ki so takrat imela še odprte kabine. Pod bratovim vplivom je že v 30 letih prebiral marksistično literaturo. Po izbruhu druge vojne se je vrnil v Ljubljano in se je tu preko doktorja Vita Krajgerja povezal z OF, raznašal slovenskega poročevalca, pritrjeval na drevesa letakov v italijanščini ter se sestajal z Borisom Ziherlom in Alešem Beblerjem. Kot mnoge častnike kraljevine Jugoslavije so ga Italijani 19.3.42 aretirali in odpeljali v Gonars, tam pa v taborišče v Padovo. Po kapitulaciji Italije se je z bratom priključil zagorskemu odredu komisarja Franje Tučmana. Skupino partizanov letalcev je Ivan odšel v Seno, tam v Bari in Libijo, kjer se je priključil britanskemu letalstvu Royal Air Force. Dne 2.10.44 so letalci Narodne osvobodilne vojske Jugoslavije, v okviru RAF dobili poveljenje, ga takoj zapustijo. Odleteli so na Vis, kjer je njegova eskadrilja dobila ukaz, ne poleti v Zemun. Postal je predavatelj za teoretično navigacijo na tamkajšnji letalski šoli. Tu je dočakal konec vojne. Julija 1946 so Conteja kot člana Jugoslovanske vojaške komisije in strokovnjaka za mornarico poslali na mirovno konferenco v Parizu. V tej delegaciji je bil general Zelenka, nekdanji avstrijski častnik, odličen taktik, ki je naši mirovni delegaciji, v kateri sta bila Kardel in Bebler, svetoval, kje naj poteka meja. Moja naloga je bila omejevanje italijanskega vojnega letalstva. Ko sem se javil v ministrstvu za vojsko pri generalu Manoli, mi je naročil, naj sam najdem način, kako Italijanom preprečiti, da v prihodnje ne bi mogli bombardirati Jugoslavije. V roke sem vzel mirovne pogodbe iz obdobja po prvi svetovni vojni in prišel do zamisli, da bi Italiji prepovedali bombardersko aviacijo, ki jo lahko uporablja za osvajanje tujih ozemelj. Dovolili bi jim lovsko aviacijo, ki je namenjena obrambi. Z našim predlogom smo uspeli. Ivan je postal načelnik obveščevalnega oddelka komande Jugoslovanskega vojnega letalstva in bil večkrat poslan v tujino, 45. v Sofijo, 47. v Albanijo, 48. v Prago. Ob vrnitvi iz Prage je bila resolucija Informbiroja že objavljena. Brat Vilibald, ki je bil pred vojno kot komunist 5 let zaprt v Sremski Mitrovici, ter po vojni nekaj časa direktor rudnika Raša, nato pa vodja oddelka za rudarstvo na Ministrstvu za industrijo, se je na partijskem sestanku izjavil za IB. Takoj so ga suspendirali in zaprli.
Na partijskem sestanku komande jugoslovanskega vojnega letalstva v Zemunu so od Ivana zahtevali, naj obsodi brata. Ne obsodi brata Stalina in resolucijo. Trdil sem, da se ne strinjam z idejami brata, ampak ga branim, ker vem, kakšen komunist in idealist je bil vedno. Povedal sem, da je zaradi tega že veliko trpel in da si ne zasluži, da se z njim tako postopa. Vilibalda so brez sojenja poslali iz Glavnjače na Goli otok. Za posledicami 51. na prostosti umrl. Ivana so kot polkovnika JLA aretirali takoj po partijskem sestanku 22.8.48. Ko so ga zaprli, je tehtal 70 kil in bil zdrav, po prestanih 2 samicah in še pred obsodbo je tehtal 47 kg. Na vojaškem sodišču v Beogradu je bil 7.4.49 obsojen na 8 let strogega zapora, ki ga je začel prestajati v kazenskem zaporu Rab Goli otok na Svetem Grgorju. Vrhunec cinizma in humanosti sta bila skrb partije za telesno higieno in kulturno delo. Ko smo prišli na otok, se nismo umivali. Konec marca pa je sobni starešina ukazal, naj se gremo kopati. Bil dan brez oblačka, burja je pihala, sonce je sijalo, vendar ni bilo toplo. Morali smo se sleči in skočiti v ledeno mrzlo morje. Potem pa nas niso pustili ven. V zaporih smo bili razen sistematičnemu mučenju izpostavljeni tudi pranju možgan. Želeli so nas človečiti in spremeniti v pretepače in vohune sojetnikov. Vsakodnevni stresi so pripeljali do skoraj popolnega zloma mojega živčnega sistema. 1. decembra 1954 so ga pomilostili in oprostili nadaljnega prestajanja kazni. Ob izpustitvi je imel tuberkulozo ledvic in pljuč. Ko se je vrnil v Ljubljano, kjer je žena z majhnima hčerko in sinom po moževi aritaciji živela pri tašči, otrok ni poznal in otroka ne njega. Tretjič na svobodi. Conteja nisem poznala osebno, se nisem študirala angleščine. Konec 80-ih me je takrat asistentko po telefonu poklical na filozofsko fakulteto. Povedal je, da ima na Reki dobrega prijatelja, ki ima vnukinjo, dijakinjo srednje gostinske šole, ki da se hoče vpisati na študij germanistike in anglistike pri nas. Da jo pripravljajo na sprejemne izpite in da zagotavlja, da dobro zna. Za primer pa, da ne bi bila sprejeta, me prosi, naj to uredim. Ostala sem brez besed. Na srečo se je izkazalo, da je bil Contejev klic odveč. Mlada Rečanka je bila odlično pripravljena. Po uspehu na sprejemnih izpitih je bila na anglistiki na 2., na germanistiki na 3. mestu. Conte je, mislim, da leta 1992 sodeloval pri neki TV oddaji o Golem otoku, ki so jo z možem videla. Ko sem ga po oddaji srečala na ulici v Gradišču, sem ga pozdravila, sem mu predstavila in se zahvalila za to, kar je povedal. Bil je presenečen. Rekel je, da je bila družina proti, da se javno izpostavi. Ob naslednjem naključnem srečanju je povedal, da se je po izpustitvi z Golega 1 leto zdravil in da mu je takrat od vseh ljudi najbolj pomagal ravno zdravnik. Ko je bil znova pri močeh, ga je vprašal, kaj bo počel v življenju. Povedal mu je, da je mornariški oficir in letalec. Zdravnik mu je odvrnil, da v tem poklicu zanj prihodnosti ni, ter mu po pogovoru svetoval, naj se vpiše na študij angleščine in nemščine. Najbolj pretresljivo srečanje je bilo predzadnje, na slovenski pod Slavijo. Najprej mi je čestital k opravljenemu doktoratu in k poroki. Na moje začudenje se je samo nasmehnil. Povedal je, da je po nasvetu dobrega prijatelja, ki da je ves čas delal v Slaviji in bil tudi ves čas njegov dober prijatelj in da takšnih ni bilo veliko, sprožil sodni postopek za rehabilitacijo svojega dobrega imena. Ker mu je prijatelj povedal, da v Slaviji hranijo njegov dosje. Ravno tiste dni, da je od sodišča dobil dopis s pozivom, naj dokaže, da je bil na Golem otoku. Zatrdil je, da je kljub vsemu ostal levičar in da ga tudi v novi državi notranja služba nadzira.
da je bila v njegovem stanovanju in pustila sledi. Prepričan je bil, da namenoma. Res, da je star, je pripomnil, ampak sledi, da še vedno zna brati. Ko sva se srečala zadnjič, je nasmejano odzdravil in me vprašal, kdo sem. Da vidi samo še obrise, je rekel. Ivana Konteja so mučili v zaporih v Beogradu, 1 mesec samice, Stari Gradeški, 6 mesecev samice, na Svetem Grgorju in v Bileči. Vendar je tu že smel, podobno kot Ljubosirc v nekem drugem zaporu, prevajati in poučevati. Zaprt je bil 6 let in 3 mesece. Kot piše Bogdana Marinac, je svojo rehabilitacijo dosegel. Umrl je 11.1.2008, tistega dne je dopolnil 98 let. Hvala lepa.